Rezultati poslovanja so izjemno dobri, so nad slovenskim povprečjem in to nas veseli. Tudi dejavnost, število prijavljenih inovacij kot takih narašča. Posebej veseli odstotek žensk, ta je v porastu. Poudarim lahko tudi pomembno sodelovanje gospodarstva in javnega sektorja. Med inovatorji z zlatim priznanjem je namreč tudi bolnišnica Slovenj Gradec. In to vrstnega sodelovanja si v prihodnosti še posebej želimo. Smo zadovoljni, čeprav inovator ne sme biti nikoli zadovoljen, zato je stanje vedno boljše, ampak smo dejansko komisija zadovoljna z izbiro, tudi za kvaliteto inovacij. Kriteriji ocenjevanja so najprej gospodarski vidik, se pravi, koliko inovacija vpliva na gospodarsko rast, potem je vidik okolja, primernost okolju in potem se z določenimi faktorji dobi končna ocena. Mi smo se ukvarjali z novim projektom izdelava mehansko obdelanih odkovkov. To je posebna tržna niša in smo postali z njo tudi konkurenčni med ostalimi proizvajalci na trgu. Ja, z inovacijo se ukvarjamo 4. leto in tudi na trgu iz leta v leto rastemo, tako da smo do neke mere jo že popolnoma osvojili. Ja, naša inovacija je v obliki polno avtomatiziranega stroja za sestavo puš za avto, ki ga vidimo od zadaj. Prej je bilo sestavo vse potekalo ročno, vizualna kontrola. Seveda tu sledijo reklamacije zaradi človeškega faktora, napake. Potem pa smo proces razvili do te mere, da smo naredili s pomočjo podjetja Lovran stroj, ki v bistvu zagotavlja popolno kakovost izdelka. Inovacija je v teku že od lanskega oktobra. In kako ste zadovoljni? Zelo, moram reči, da takrat še nismo dobili kakšne pritožbe kupca pa karkoli. To pomeni, da je svoj namen dosežen, kar smo hoteli. Je pa seveda še možnost za izboljšavo tega vsakodnevno. V primerjavi s prejšnjo je seveda potrebno kar nekaj uvajanja, predvsem je potrebno zagotoviti dobro računalniško opremo, pa tudi potem podporo računalničarjev. V primerjavi z navadnim temperaturnim listom je pa razlika v to, da gre bistveno manj papirja, vse ima zbrano na računalniku, bolj je pregledno in v končni fazi je to ena dodana vrednost, tudi potem pri stroških, ki so na oddelku. Predvsem je bolj pregledno poraba zdravil in vse je natančno določeno, urnik terapije, terapija je bolj natančno določena, manj je možnosti, da prihaja do napak. To smo preizkusili, tudi smo ga uvedli, mi smo to uvajali približno 2 leti. So pacienti tudi kaj opazili? Ja, pacienti pač najbolj opazijo in tudi recimo razni obiskovalci, da potem ni več tistih tabel, ni več listov v posli in tudi vizit ni z mapami, z papirji, ampak praktično prideta sestra in zdravnik na vizito z računalnikom ali pa s tablico. Ja, naša inovacija je varilna robotska celica z MotoSense Vision sistemom za varjenje. To je sistem, ki omogoča sledenje zvarnega spoja. Je inovacija že vpeljana v proizvodnjo? Je že približno 1 leto. In kakšni so njeni učinki? Zvišana kvaliteta zvarov, lažje delo, torej varjenje, kot vemo, je najtežjih opravil, tudi zdravju najbolj škodljivih, to zdaj upravlja robot, seveda ne v celoti za vse izdelke, ampak za te izdelke, za katere je primeren pa. Naša inovacija je novo vrhunsko jeklo za delo v hladnem, ki ima 8% kroma, zato se mu tudi reče OCR8, wolfram je pa zraven v oznaki z dvojni V. To je jeklo, ki se med svojim obratovanjem ne segreje na več kot na 250 stopinj Celzija, odlikuje ga visoka količina karbidotvornih elementov, ki omogočajo dobro obrambno vstojnost pri rezanju in dobra žilava matrica, ki zagotavlja dobro žilavost oziroma tudi dolgo življenjsko dobo. To jeklo in izdelki iz tega jekla se uporabljajo že nekaj časa v
različnih delih sveta, prodali smo ga tako na zahtevna zahodna Evropska, kot tudi v Ameriko in seveda tudi v Sloveniji so že podjetja, ki ga uporabljajo. Najboljši med najboljšimi z danes najvišje ocenjeno inovacijo v Koroški regiji, ste veseli, ste ponosni? Seveda, jaz sem predvsem zelo ponosen na svoje sodelavce, malo zaradi tega, da so izpostavljeni za svojimi uspehi, malo pa zaradi tega, ker to pomeni, da dejansko je to neka prihodnost za nas, ker vendarle te inovacije nam dajo konkurenčne prednosti, ki jih potem na trgu lahko unovčimo. Kako vam to uspeva? No, nekaj je na tradiciji, znanje se v metalu prenaša iz generacije v generacijo, inovativno dejavnost se je spodbujalo že včasih, spodbujamo jo tudi mi in predvsem imamo inovativne sodelavce. Danes gostite podelitev za najboljše inovacije v Koroški regiji, prejeli ste tudi kar nekaj priznanj, kakšni so pa občutki? Ja, občutki so kot vedno dobri, ko se zbere na enem mestu toliko dobrih inovatorjev z enega področja, ki tudi ni tako malo, čeprav se ne more primerjati recimo z osrednjo slovensko regijo, ampak mislim, da je za to naše koroško področje število udeležencev v inovacijah kar precej dobro. Letos praznujete 20. rojstni dan. Ja, to je res. Podjetje je sicer mlajše, to pomeni praznujemo letos 20. obletnico delovanja. Zdaj to nam uspeva, kot sem že v bistvu v svojem govoru povedal, pač s tem nenehnim razvijanjem idej, upeljavo idej, pripadnostjo in lojalnostjo dejansko vseh zaposlenih. Sistem inoviranja je v podjetju skozi prisoten vseh 20 let, tako da je to pravzaprav ena rdeča nit tega podjetja. Kakšna je inovacijska klima? Po mojem mnenju je inovacijska klima dobra, v sistemu vzdržujemo, tudi v bistvu na mesečnem nivoju je to en naših pomembnejših kazalnikov, seveda tudi to nekako nagrajujemo, motiviramo zaposlene po vključevanju, po plati idej, po upeljevanju idej, seveda sodelovanju tudi včasih z zunanjimi sodelavci, ampak večinoma je teh idej nam lastnih. Zaposleni se pa pri vas najbrž dobro počutijo, ker je tudi vaš harmonikar bil danes zelo vesel in uspešen. Ja, trudimo se, da so zaposleni informirani, da vzdržujemo dobro klimo. To pomeni, da se vsak, ki je pač pri nas zaposlen, počuti dobro, da ima v bistvu tiste osnovne pogoje zagotovljene. Nudimo pa, bom rekel, tudi nekaj dodatnega, da smo v bistvu dobro moštvo, dober tim, da dosegamo rezultate. To je pravzaprav naš tisti največji dosežek.